Zdaj, v prvem delu bi začel z sklopom 3 sprememb oziroma dopolnitev zakonov, in sicer Zakona o davku na finančne storitve, Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov in pa Zakona o davčnem postopku, ki jih bo Državni zbor obravnaval v naslednjem tednu. V Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da pri davku od zavarovalnih poslov in pa od davka na finančne storitve, da je izključni cilj teh 2 zakonov povečanje prihodkov v proračun. Dejstvo je tukaj, da pri obe 2 davkih gre za 30% povečanje davka. To ocenjujemo kot precejšnjo povišanje in ocenjujemo, da bo posledica teh povečanj davkov predvsem to, da bodo končni potrošniki plačevali višjo ceno. Ocenjujemo tudi, da gre zelo, nevarno zgodbo, ki ima lahko širše posledice v prihodnosti, predvsem pri Zakonu od prometa zavarovalnih poslov. Vemo, da v danem trenutku področje zavarovalništva je skozi gospodarsko-finančno krizo prišlo brez nekih prask, predvsem v primerjavi z bančnim sektorjem. S tem, ko se bo pa zdaj dvignil ta davek za 30%, pa lahko pričakujemo predvsem, da se bo trend padanja premij zavarovalnic nadaljeval in nenazadnje bo s tem verjetno tudi imel posledice zmanjšanja potrošnje, kajti zavarovanci bodo plačevali višje premije. Pri tem gre posebno poudariti, da tudi vse gospodarske družbe bodo pri tem doživeli precejšnjo povišanje stroškov v povezavi z zavarovalnimi storitvami. Pri Zakonu o davčnem postopku ocenjujemo, da obstaja precejšnje tveganje, da se realizacija dodatnih prihodkov, ki jih napoveduje vlada, v tem zakonu ne bo prišlo do realizacije in da vse te spremembe Zakona o davčnem postopku bodo samo še dodatno obremenile predvsem manjše podjetnike z dodatnimi birokratskimi postopki, da dejanskega efekta zajezitve sive ekonomije, kot jih napoveduje vlada, pa z tem ne bo in da bo tukaj noter še ogromno nezadovoljstva. Ocenjujemo, da davčni postopki so pomembni, vendar v Slovenski demokratski stranki se zavzemamo predvsem za to, da se odpravijo vse birokratske ovire in pa predvsem, da bi bil cilj, da se te davčni postopki poenostavijo. Z to spremembo oziroma dopolnitvijo zakona se pa dejansko te birokratski postopki oziroma dodatno delo še otežuje. Zdaj, če tukaj skupaj seštejemo, to pomeni 50 milijonov približno dodatnih prihodkov za proračun. Če v tem vključimo še, da je vlada z ZUJF-om podaljšala veljavnost dohodninske lestvice po obdavčitvi 50% za 4. razred. In s tem se v Slovenski demokratski stranki sprašujemo, kam so šle besede finančnega ministra Mramorja na hearingu, ki je jasno povedal, da ni pristaš novih davčnih obremenitev in da novih davčnih obremenitev ne bo zagovarjal. Zdaj, leto 2015 se še ni pričelo, nimamo še pred sabo rebalansa za leto 2015, vlada je pa že pripravila spremembe zakonov, ki bodo, z davčnimi obremenitvami napolnile proračun za približno 50 milijonov evrov. Zdaj, temu bi lahko tudi rekli, da mogoče te 4 sklopi dodatnih davčnih obremenitev
predstavljajo zgolj predigro za proračun 2015, testiranje, do kam se lahko gre in pa seveda, kaj lahko sploh še pričakujemo, s kakšnimi novimi davčnimi obremenitvami nas bo vlada Mira Cerarja presenetila v prihodnosti. Pomemben poudarek bi tudi tukaj izpostavili, da nas preseneča, da pri vseh teh davčnih obremenitvah za prebivalce Republike Slovenije kot za gospodarstvo, da ni nobenega odziva strani sindikatov. Zdaj moramo se še izpostaviti zakon o fiskalnem pravilu, izvedbeni zakon. Zdaj uvodoma bi radi povedali, da smo nad dejanji vlade Mira Cerarja in pa koalicije razočarani in da dejansko se ponovno pokazalo, da vlada in koalicija nekaj govori, drugo dela. Po eni strani poslušamo že 2 meseca, kako je pomembno sodelovanje strani opozicije. Sedaj smo pa priča, da je koalicija in pa posledično tudi glede na informacije iz medijev, vlada danes bo potrdila predlagani zakon o fiskalnem pravilu, pri temu pa opozicija ni bila povabljena k sodelovanju. Mi v Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da ne more biti takšno sodelovanje, da koalicija oziroma vlada nekaj sprejme sama, potem pa pričakuje od opozicije, da bo sodelovala na takšen način, da bomo glasovali samo za. Mi smo za drugačno obliko sodelovanja in jaz mislim, da tudi praksa prejšnje vlade, da je bila opozicija pri pripravi tega pomembnega zakona povabljena. Dejstvo je, da se za izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu potrebuje 2/3 večina, zato nas še dodatno preseneča, da opozicija k temu ni bila povabljena. Zdaj, po eni strani Slovenska demokratska stranka, ker se zaveda pomembnosti in pa neustavnosti položaja, v katerem je Slovenija, je predlog za izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu vložila že sama. Zdaj težko bi komentirali v danem trenutku, kajti nismo seznanjeni, za kakšno vsebino bo pripravljen ta zakon o fiskalnem proračunu, bi pa seveda radi izpostavili, da pričakujemo od ustavnega pravnika, predsednika vlade, dr. Mira Cerarja, da bo spoštoval ustavni zakon. In sicer drugi del 148. člena, ki je bil sprejet 24. maja 2013, jasno govori, da se fiskalni zakon, izvedbeni, prvič uporablja za pripravo proračuna države za leto 2015. In v Slovenski demokratski stranki res pričakujemo od ustavnega pravnika, da bo ustavo spoštoval. Zdaj, po drugi strani dobivamo tudi neke namige, da predlagani izvedbeni zakon, ki ga bo predlagala vlada, ne bo vseboval najpomembnejšega 5. člena, kot ga je tudi predlagala Slovenska demokratska stranka v svojem zakonu, in sicer načelo omejevanja odhodkov proračuna države. To je formula, na osnovi katerega se izračunava omejevanje odhodkov proračuna država, in v Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da bistveno pri tem zakonu je seveda njegova vsebina in da kratkoročni interesi ne smejo biti tukaj razlog za podrtje celotnega dolgoročnega koncepta. Po nekaterih informacijah naj bi ta formula iz predlaganega zakona, ki ga je pripravila vlada, letela ven in da naj bi to načelo omenjevanja bilo v zakonu omenjeno zgolj kot cilj. Mislim, da s tem ne bomo naredili nič, seveda pa bomo počakali, da vidimo, kakšna je vsebina tega zakona. Zdaj, včeraj je vlada Mira Cerarja
napovedala tudi kandidaturo za novega gospodarskega ministra. Zdaj, dokler ni uradno to vloženo v proceduro državnega zbora oziroma dokler ne bo izvedben hearing, se je Slovenska demokratska stranka odločila, da podrobnosti v zvezi z kandidaturo gospoda Zdravka Počivalška ne komentira. Še kakšno vprašanje? Eno vprašanje okrog tega izvednega zakona o fiskalnem pravilu, glede na to, da ste ga vi že vložili, dalega bo pa očitno danes. Ali je možnost iskanja kakšnega kompromisa med tema dvema zakonoma? Sicer se bo, če ne bo nekih kompromisov, se bo to samo še podaljševal čas, ko ne bomo imeli tega zakona, ker 2/3 je najbolj težko dobiti. In eni in drugi strani. Poglejte, jaz mislim, da bi bilo to vaše vprašanje, ki ste ga zastavila meni, bolj smiselno, da bi ga postavili predsedniku vlade oziroma sedanji koaliciji. In mi bi, kot sem že omenil, pričakovali, da pri takrat, ko se gre za spremembo ustave oziroma ko so zakoni izvedbeni povezani z ustavo, ko je potrebna 2/3 večina, da bi sedanja vlada oziroma koalicija povabila k oblikovanju tega zakona tudi opozicijo. In nismo za takšen način, smo za način sodelovanja, nismo pa za takšen način sodelovanja, da vlada, koalicija nekaj pripravlja, potem pa od opozicije pričakuje v državnem zboru, da bomo stisnili zgolj tipko za. Potrebno je poudariti, da je potrebno spoštovati ustavo, jaz bom še enkrat ponovil, 148. člen ustave, zadnji odstavek piše, da bi se moralo za izvedbeni zakon o fiskalnem pravilu prvič uporabijo za pripravo proračunov države za leto 2015. In kot sem enkrat še omenil, pomembna je tudi vsebina, če drži informacija, da bo ta formula izginila, ki je ključna za načelo omenjevanja odhodkov proračuna državo padla ven, potem z tem fiskalnim pravilom nismo naredili nič, zgolj mogoče ena kljukca v proračunu, drugače bo šlo pa vse tako, kot je šlo doslej naprej. V primeru, da vas vlada po sprejetju predloga izvedenega zakona povabi na posvet, boste tega sploh udeležili? Ima to še z vas kakšen smisel, da se opozicija zdaj post festum udeležuje posveta o tem? Poglejte, jaz sem še enkrat ponovil, mi smo razočarani in takšno obliko sodelovanja je recimo za nas nesprejemljiva. Nekdo nekaj sprejme, nekdo se nekaj odloči, potem pa reče, hočemo še vaše mnenje. Ne? Mislim, mnenje pa oblikovanje se lahko prej pripravi, ki je nekaj sprejeto, verjetno težko spreminjaš. In mi smo v tej smeri, bi rekel, zelo razočarani. Počakajmo pa, da bomo videli, kaj je vsebini. Če te informacije, ki so zaokrožile, držijo, potem mora biti nekaj hudo narobe.